jaz sem vsem bioresonančna terapevtka, če boste imeli z tega mojega področja kakšno vprašanje, tudi sodelujemo zdaj že nekaj let, mislim, da dosti uspešno, marsikaj se od njiju naučim, pa tudi jaz mogoče dam kakšno idejo za podporne terapije z bioresonančnega vidika. Zdaj, imeli smo že skupno predavanje o črevesju, ki je tudi na YouTubeu, če ste si ga pogledali. Razumevanje delovanja črevesja je pomembno za vse nas, še najbolj pa za naše zdravje. In današnje predavanje o stresu, katerega pojme preberete vse povsod, zelo veliko se o tem govori in piše, mogoče pa malo manj o stresu kot telesnem procesu. Zakaj je tako zelo pomemben, da mi sam stres razumemo skozi telo, kaj vse se nam dogaja. Stresa odstraniti ne moramo, stresorjev odstraniti kot takih nikoli ne bomo, ampak z njimi bomo pač živeli. Kaj se pa dogaja? Marsikdo, ki pride tudi v mojo ordinacijo bioresonančno, pove vse te simptome, ki jih bom jaz danes tudi predstavljala, in na koncu ugotovimo, da marsikaj sam posameznik ni pri sebi naredil, še manj pa prepoznal. In čisto vsi tukaj noter ste bili zagotovo že kdaj pod stresom. Ali pa ste celo v tem trenutku. V tem trenutku sem verjetno pod stresom najbolj jaz. Ker pač imam predavanje pred množico ljudi, pred vami vsemi, ki ste prišli s tem namenom, da boste nekaj zvedeli, ste zaupali, bom rekla, naslovu, predavatelju, predavateljci, Markotu in Darji. In seveda, kako se jaz zdajle počutim? V redu, naprimer. No, sicer jaz sem pretežno take situacije navajena, ampak vseeno. Dajte pomisliti, kdaj ste bili vi nazadnje pod stresom. Zdajle, ko ste se sem peljali, oziroma ne bom dala nekih sugestij, umirite se v enem trenutku in pomislite, a je bil že danes tak trenutek, da ste rekli, kva je to, stres, spet stres. A je nek telefonski klic, a vas je v prometu kdo razburil, a vas je žena nakurila, mož, ne vem kdo, mama, otroci največkrat. Zakaj stres čutimo v želodcu? A ga res čutimo? A je to v bistvu moderen izraz? Zakaj smo utrujeni, čeprav ni nič narobe? A ste kdaj utrujeni? Pridete s službe, ali pa niste več v službi, pa ste utrujeni. Nekdo bi rekel, kva pa delaš? Kako je lahko vaša stara mama utrujena ali pa vaša mama? Saj cel dan počiva. Ampak v resnici smo lahko utrujeni. Zaradi stresa. Zakaj telo reagira, še preden mi to razumemo? A bi imeli tukaj odgovore že? Na podlagi vaših izkušenj. Lahko zdaj kdo deli kakšno izkušnjo. Želodec? Je že kdo imel težave? Hude težave? Ni vse sam bakterija, ki povzroča vnetja. Bakterija. Tenzija v telesu, glasna tenzija. No, tenzija v telesu. Glavoboli, hudi. Tako. Nisem se niti predstavila še, bom se. Jaz sem tudi fizioterapevtka sicer. Razumem, kaj pomeni napeto telo. Dostikrat, ko ljudje pridejo na kakšno drugo terapijo, ne samo na bioresonanco, vse me boli, vse me zateguje. Ja, od česa? Ja, prisilna drža. Kje imaš prisilno držo? Se imaš dinamično delo. Vsaka drža ni prisilna drža, ampak mi smo se naučili določenih izrazov. Že majčken otrok v vrtcu reče, da je pod stresom.
A ni čuden? Ampak dejansko je lahko pod stresom, sam težko verjamem, da ve, kaj je dejansko povedal. A je naučen oziroma nekje je slišal, mogoče mama dostikrat pove, babica, ne vem kdo, a ne. Zato je prav, da razumemo tudi ta izhodišča. Stres običajno razumemo kot nekaj, kar se dogaja v glavi. Nekdo bo rekel, jaz imam stres v telesu, jaz ga imam v srcu, a ne, ampak večinokrat, tudi bom rekla z medicinskega vidika, stres povezujemo glavo mi je raznesel, polna glava in tako naprej. Tudi tako se ga obravnava. Ampak stres ni otipljiva zadeva, ki jo lahko kar tako primamo od nekje, a ne, stehtamo. Po drugi strani je pa zelo merljiv. Bomo videli kasneje, kako. Vsak pritisk, ne, vsaka skrb, zahteva življenja sproži v telesu en svoj odziv. Spet, tukaj nas je zdaj, ne vem, 20, 25, vsak od nas bo na stresor odreagiral drugače. In zato ne moramo dati nekih splošnih formul ali pa nekega tableta, da bo ta naš stres absolutno ozdravljen, a ne. Aktivira se živčni sistem, o tej stresni osi bomo danes govorili, ko se sprostijo hormoni, ko se organi temu začnejo prilagajati, ne, in pogosto na račun lastnega ravnovesja. Kaj pa je lastno ravnovesje? To je pa tisto, kar je vam in meni v samem doživljanju precej drugače. Kako se naučiti teh posebnih odzivov, je na nek način tudi naloga posameznika. Seveda, če smo opremljeni z dobrim psihološkim znanjem, pa z dobro psihološko kondicijo, bomo marsikatere metode znali uporabiti, jih uporabili kot neka sidra, hkrati bomo pa spoznali, kako zelo pomembno je, da mogoče samo en tak majhno stvar, ki jo boste pol tudi dobili za domačo nalogo, uvedete v svoje življenja, pa bo mogoče marsikaj lažje. Napisala sem tamle, stres ne ostane abstrakten. Zakaj ne? Zato, ker se kaže, tako kot je prej gospod rekel, recimo lahko oblika prebavnih težav, največkrat utrujenost, ta neskončna utrujenost, to, kaj dosti enih utrujenih ljudi. Prej smo se v vlaku pogovarjali, ko sedite na vlaku, če ne gledate v svoj telefon, poglejte ljudi. Kakšni smo danes? Saj se skoraj ne vidimo. Zakaj ne? Zato, ker imamo vsi takoj nek impuls, ne? Zdaj pa treba na telefon gledati, zdaj pa treba to videti, in tako naprej. Kdaj ste nazadnje sedeli na kavi in opazovali ljudi? Se zdaj bo kdo rekel, a zdaj pa ljudi gledal brez veze. Ampak je tudi to zanimivo. Odzive ljudi. Se pravi, prebavne težave, utrujenost, napeto dihanje. Veste, dajte pomisliti, kako vi zdajle dihate, kje imate vaša ramena. Veliko bomo še o dihanju govorili. Nihanje sladkorja, tamle imamo čokoladko, če v kjermu cukor padel. To je prva pomoč, ki jo vsi poznamo, sploh ženske. Moški manj, ne? Moški imate pa nihanje sladkorja, pa greste na pivo. Ali pa kakšno dobro vino. Srčen ritem. Zakaj imamo pospešeno bitje srca? Kar tako sred dneva, kar naenkrat. A smo vsi kardiološki bolniki, a ne, pa nismo. Se pa bi pol Ljubljane mogli biti bolnica. In telo si stres zapomni. In večkrat, ko smo deležni takšnih frekvenc, ne,
bolj izčrpavamo ta svoja telesa. Sej drugače lahko kaj dodate. Psihološki pojav, a ne? Seveda, psihologija je ena zelo obsežna veda, zelo premalo smo v zadnjem času ugotovili, da imamo psihologov. Včasih se nam je zdelo, mogoče še 20 let nazaj, ko ste gledali kakšen ameriški film, pa so rekli, da imajo nekateri bogati Američani svoje terapevte, da imajo svoje psihologe. Pač oni so toliko naprej v tem razmišljanju, a ne? Marsikdo od nas bi mogoče danes rabil, marsikdaj, a ne? Pogovor tudi s psihologom, s terapevtom, in že to je tisto, kar bi nam olajšal, mogoče naš pogled ali pa spremenil pogled. Včasih rabiš samo, bom rekla, en zunanji dražljaj, ki ti pokaže, da pa mogoče tvoje življenje pa ni tako zelo slabo, kot si v tistem trenutku misliš, a ne. Zdaj, seveda, kaj je namen tega predavanja? Da mi razširimo to razumevanje tega stresa in pa ta premik, a ne, od psihologije k fiziologiji, k fiziološkemu odzivu, ker telo se more na to odzivati, ker če se ne bi tako odzivali, kar smo prej povedali, potem naše telo ne bi bilo živo. Zdaj, kaj je definicija stresa? Prebrali ste že večkrat. Biološki odziv na zaznano grožnjo ali obremenitev. Te grožnje so velike, majhne, ali pa srednje velike, ali pa srednje majhne, kakor hočete. Razlika je med nekim akutnim stresom in pa kroničnim stresom. Dan na dan. Kaj je pa akutni stres? No, a bomo kakšnega našli? A to, če vas šef nadere, a je to akuten stres? Ja, v tistem trenutku je zagotovo, a ne? Če je pa ta šef neskončno siten mesece, dneve, mesece, zdaj nam rekla leta, ko pa zamenite službo, a ne? Je pa to kroničen stres. Se pravi, preide v kroničnega. A se vam zdi, da smo mi včasih tudi sami sebi stres oziroma stresor? Veste kolikrat? Največkrat. Mi se včasih sekiramo na zalogo. Kaj bo, če bo to? Pomislite, ko grejo vaši otroci, če imate otroke, na žur. Kakšen konstrukcij običajno mame že naredimo v glav. Kva vse bo in bo, a ne? In pol čakaš do 2 zjutraj mularijo, da pride domov, a ne? In se ni nič zgodilo na srečo. Ampak ti si pa cel večer čist iz sebe. Enkrat mi je rekel en prijatelj, bioenergetik, sem rekel, pa kako lahko spiš, ko gre ta malo ven. Je rekel, da bom vsaj naspan, če kaj narobe. Da bom imel pol kondicijo za reševanje težav. In marsikdaj, a ne, mogoče se spomnite na to, ko se v te brez veze sekirali. Zakaj sodobno življenje pomeni stalno aktiviran stresni odziv? Zato, ker je toliko enih impulzov. Kdaj ste šli nazadnje v gozd, pa niste imeli mobitela s sabo? Ja ne moramo iti več v gozd brez mobitela. Zakaj ne? Lisica pride, pa medved, pa nekdo nas bo poklical, pa ne, pa šteti moramo korake, pa kalorije, pa vse to. Vse to na telefonu vidimo, pa še kakšen message prileti, a ne? Včasih bi bilo pa dobro, da bi pa tudi morda, ali pa ga dali, ne vem, na letalsko, za tisti čas, če medved res pride, a ne? Da imamo pač možnost se rešiti. In telo si stres zapolni in ga izraža skozi organe. Zdaj sicer ena slikca sam, se večina, a ne, zna mislim, razume angleščino, še se bomo vračali k tej slikci nazaj, kaj vse lahko povzroči stres ali pa
kakšni so te odzivi, a ne, kva vse nas boli. A bi kdo astmo povezal s stresom? Zadrževanje diha? Ja, psihosomatika, a ne, astma je čist psihosomatska bolezen. Vsak zdravnik bo to rekel. Čeprav, se veste, jaz izhajam iz uradne medicine kot fizioterapevtka, pa vendarle, a ne, v določenih primerih nisem samo zato, da se samo simptomi zdravijo, a ne, je treba pogledati bolj celostno. Nekateri zdravniki so naklonjeni, bom rekla, tej celostni obravnavi, nekdo bo pa rekel, mene bo zanimal samo, ne vem, zakaj me koliko boli in konc. Ni važno, a imaš ti postrani medenico ali je karkoli, če bo koliko za zamenjati, bomo koliko zamenjali. Zdaj bi pa rekel, a ne, fizioterapevt bo pa pogledal ali pa se ukvarjal s celo hrbtenico, z gibanjem medenice. Mogoče boš dal neke take plesne korake nekomu, ki ima koliko obrabljen. Pa te rekla, kva zdaj ta govori. Ampak v resnici dobimo tisto dinamiko, ki je prepotrebna za hrambo hrustanca, ki postaja obrabljen. Problemi z dihanjem, problemi s cirkulacijo, hormonske težave. Glejte, koliko hormonskih težav je danes. Imunski sistem, ki se marsikdaj sesuje. Depresija. Recimo, zdaj sem pa par primerov prepisala ali pa prinesla iz svoje bioresonančne obravnave. Oseba poroča, da ima vse v življenju urejeno, vendar že mesece ima napet želodec, slabo spi in se zjutraj zbuja utrujeno. Kaj se z mano dogaja? Zakaj sem taka, a ne? Ne, pod stresom pa nisem, vse je v redu. Dejansko telo že prej sporoča, a ne, da je stres zagotovo prisoten, ampak ga zavestno niti ne prepoznamo, ker nam je toliko postal vsakdanji. In konkretno pri tej gospe, a ne, je bilo točno to. Ko je ona začela uzaveščati samo, ali pa bom rekla, čutiti sebe in svoje telo in uzaveščati svoje probleme, kot bi rekli, je začela kopati po sebi, a ne, šele takrat v bistvu dejansko ugotovimo, koliko problemov imamo. A je to zdaj dobro, a je slabo? Kolikor se znamo s tem spopadati. Ampak, če je ona poiskala neko pomoč, zato ker je imela v bistvu napet želodec, potem je že na pravi poti, da se je nekaj začelo dogajati. A bi kdo kaj komentiral? Mi si bomo tole pogledali, to povezavo med živčnim, hormonskim pa imunskim sistemom. Ker ta stresna os je tako zelo pomembna. Kaj pomeni avtonomni živčni sistem? To ste se pri biologiji učili, če ste že malo pozabili, a ne, ga delimo na dve veji, na simpatični pa parasimpatični živčni sistem. Če vas bo tako zelo bolj zanimalo, si mogoče to pogledajte tudi na tem predavanju o črevesju, kjer smo več okrog tega govorili, ampak vsak od nas ve približno, kako tale simpatični pa parasimpatični sistem delujeta. Zato, ker smo vsi že testirali to na svoji koži. Potem si bomo pogledali tudi vlogo vagusnega živca. Danes se v vagusu bistveno več govori, a ne. To je možganski živec, ki pelje globoko v trebušno votlino in vzpostavlja to komunikacijo med želodcem, možgani in dejansko predstavlja to pomembno povezavo. Tudi kako smo srečni, koliko imamo serotonina v sebi, kako spimo in tako naprej. Na vse to vpliva vagus.
in pa zakaj telo v bistvu v stresu sploh zgubi zmožnost regeneracije. Marsikomu rečemo, ta je pa tok len, ta pa sam spi. Zakaj depresiven človek ne gre ven na sonce? Ne zmore. To dejansko je to čista biologija, ne? Potem hormonski odziv. Veste, da imamo v telesu žleze z notranjim izločanjem, ki izločajo pač hormone. In danes govorimo o stresnih hormonih. Imamo hipotalamus, imamo hipofizo, imamo ščitnico, imamo nadledvično žlezo, imamo trebušno slinavko, ne? Vse to so žleze z notranjim izločanjem, ki zelo pomembne hormone izločajo, ki vplivajo na to, kako se mi počutimo, ki vplivajo na to, a smo mi skozi v begu, a ne? A bi vi v tem trenutku pobegnili, a se vam spi, ali bi plesali, ali bi šli, jaz imam danes še 50-letnico, ne svojo, nažalost. In tako naprej, ne? Se pravi, vse take stvari, a bomo počivali, a se bomo regenerirali. Sej mi ne rečemo zvečer telesu, no telo, zdaj se pa regeneriraj. To bi bilo čuden. Če bi nas kdo slišal, bi rekel, kvaj z njim. Ampak v resnici pa lahko sebi zašepetamo. In se pohvalimo. In svoj telo, ki nas je prenašal cel dan ali pa nosil naokoli, se mu zahvalimo. No in kakšne so posledice tegale vsega na imunski sistem? Polhen vnetnih procesov. A veste, koliko ljudi zdajle po krofih bolijo sklepi? Cel teden sem to poslušala, ko so prihajali na bioresonanco. To je nenormalen. Sklepi me bolijo. Kolena. Ja, a ste krofe jedli? Ja, seveda, se je bil pust. Ok, koliko pa? Ja, 1, 4, 5, 6, ne vem koliko. Ja, no, recimo, a ne, sej, v tistem trenutku je nepomembno, ampak pomemben je, da razumeš, zakaj te bolijo sklepi. Zakaj imaš hormonsko neravnovesje. To ni neki, ni povzročitelja, bakterija, virus, ne vem, glivica in tako naprej. Včasih tudi. Marsikdaj tudi na hormone vpliva kakšen virus. In izčrpavanje telesnih rezerv. Kje pa imamo mi v telesu rezervo? Telesne rezerve. Kje je jedro telesa? Pa ledvica. Ledvica, ne, so vir energije. Mi se rodimo z energijo, z rojstno energijo, ki je shranjena v ledvicah. In zato moramo za ledvico skrbeti. Vprašajte, če imate doma kakšne najstnice, kako je hoditi brez, ali z unimi majčkami, ali pa ste ve hodile, pa tako naprej. Ne? Tako, takrat smo izčrpavali ledvica. Pa še kdaj. Dela pa tale avtonomni živčni sistem brez naše kontrole. To je nekaj, kar se dogaja, tudi zdajle v tem trenutku, itak, da se more. A vi razmišljate o tem, kako vaše srce utripa? Veste, kolikrat bi nehali utripati? A bom zdajle probavljala hrano? Ni. Ne bi imeli časa razmišljati o tem, ne? In hvala Bogu se to dogaja samo od sebe. Simpatični živčni sistem je ves čas pripravljen na boj ali beg. In to je naša obramba. Ko srečamo kuža, če se ga bojite, kaj izločamo? Ja, kortizol, adrenalin. Nekaj, kar pes zavoha. In zagotovo gre k tistemu človeku, ki se ga boji. In še tistega okole, ponavadi, če pač tako. A ne? Ampak ti imaš že strah. Je že telo v nekem boju. A se spomnite, ko ste bili vprašani včasih v šoli, ker ni bilo napovedanih spraševanj in tako naprej? Ne, samo mene ne vprašati. Ja, glih tebe vprašal. Ne? Že po vonju smo izločali, zato ker mi se ljudje tudi prepoznavamo po vonju, po dišavnicah, čeprav mogoče niste razmišljali o tem. Tako je prepoznala profesorica, lejo žrtvo, ne? Se ni žrtvo, ampak se moraš tisto oceno dobiti.
Ampak, a ne, ti si že, sploh če nisi znal, ne. Vse une pišlarke so se javile, že prej. Okej. No, ko smo že pri vonju, tudi svojega partnerja ste si tako zbrali. Pa niste vedeli, zakaj. Tudi takrat je malo boja pa bega, ko se zaljubimo. Takrat ni sam lepo, ampak v resnici je ves čas nek boj. Kaj se zgodi takrat v telesu? Srčni utrip se pospeši. Utrip imamo višji. Dihanje postane hitrejše, hkrati pa plitkejše. Ker spomnite se, kako dihate, ko vas je strah. Tako. Pa to ni globoko dihanje, ko bi rekel, relax. Mišice se napnejo. Prebava se upočasni, takrat telo nima časa prebavljati. Pa takrat tudi mi ne rečemo, da bi prebavil. Ne. Telo sprosti adrenalin in kortizol. In simpatični sistem deluje. Se pravi, nimamo stikala, da bi ga izklopili. Cak. To imate na zeparju. Lahko ga izklopite. Ali pa vklopite. Največkrat ga je treba vklopiti. Medtem ko ta drug parasimpatični živčni sistem, ki nam pomaga obnavljati telo, pa da počiva in precej manjkrat se vklop, ker spet nima stikala, v tem stanju pa telo dobro prebavlja, obnavlja, zdravi in polni energijo. Takrat se pa srčni utrip umiri, dihanje postane globje, ker so mišice tudi bolj relaksirane, prebava se izboljša, naš imunski sistem se aktivira, srečni smo bolj, več imamo serotonina in takrat se telo regenerira. Zdaj bo pa marsikdo od vas pomislil, okej, vse, ko grem spat, se vse to dogaja. A pa se res? Kolikokrat se prebudite po noči, ne morete zaspati, švicate, govorite, ne vem kva, hodite na WC in tako naprej. Se pravi, da ta parasimpatični sistem, ni tako zelo 100% vklopljen, kot bi mogel biti. Najbolj nazorno je tlele po nekem prijetnem obroku, po neki prijetni situaciji, ko smo v nekem mirnem okolju, se usedemo, začutimo tisto toplino v telesu. Takrat nismo sicer pripravljeni na ne vem kakšne, ne vem kaj, ampak takrat dobi dejansko telo sporočilo. Vse je okej, v redu sem. In kaj se nam takrat zgodi? Običajno zaspimo, pa je romantike konec. No, pa še tale vagus, to smo že povedali, da je glavna povezava med možgani pa telesom, ki aktivira parasimpatični sistem. Zdaj smo ugotovili, zakaj ga rabimo. Recimo, ko počasi izdihnemo ali pa vdihnemo ali pa se nasmejemo, to ni naključje, da kar tako naredimo, ampak to je način aktivacije vagusnega živca. In vagus takrat za to poskrbi. Lahko pa tudi ena komedija. Zato se po globokem izdihu pogosto počutimo bolje, še preden vemo zakaj. Preden greste k šefu na tisti razgovor, ki vas pokliče, po tistem telefonu, ki se vam vse procesi zgodijo, takrat najprej globoko vdihnete, pa izdihnete, pa še enkrat vdihnete, pa izdihnete, pa vaš občutek ali pa prihod v pisarno bo zagotovo drugačen. Ne pa, kot da greste vi že tako, pa kaj spet s tem tipom, Že držite napete mišice, pa zobe stiskate, pa tako naprej, pa najraje bi ne vem kva narediti. Ne, relax, Tudi na drugi strani boste dali pomembno sporočilo, pa spet vas bo zavohal, da ste vi precej na relax. In s tem razorožite tudi sogovornika na nek način. Včasih tudi jaz dobim kakšnega, bom rekla, napornega
naporno stranko. Ampak, če sem jaz v redu, se bo tudi ta stranka sprostila. Če bom pa jaz vsa, ne vem kva, bo pa tudi stranka to čutila in odziv bo zagotov pok. Tako da ne odzivite se, bom rekla, enako kot sogovornik. Tudi, recimo, kdaj otrok največ joka? Takrat, ko mamica ni okej. Zato, ker sta tako zelo povezana. Pa še foter pride, pa še on naredi, bom rekla, dramo do konca. Zakaj zdaj pri vsem tem v stresu telo izgubi sposobnost obnove? Zato, ker če je ta simpatičen sistem stalno nadražen, potem je prebava ves čas motena. Spanec ni globok, se mi ne regeneriramo ponoči. Imunski sistem se oslabi, smo non-stop virotični, pa neka vnetja, pa tako sem vam prej rekla, bolečine v sklepih, pa ne vem, vaginalne težave, pa ne vem kaj še vse. Hormoni se izčrpavajo. In pa vsi zeleni hodimo po svet. Spet en primer iz prakse. Oseba, ki je ves dan v pogonu, zvečer zagotovo ne more zaspati. Kar tako. Ali pa zaspi tisto na hiter. In ko končno zaspi, se zjutraj zbudi utrujena. Pa bi rekel, pa kako hoditi se zjutraj zbudim utrujen. Ampak zakaj? Zato, ker telo sploh ni dobilo signala, da naj se spočije. Ker smo mi ves čas spet, kaj je tam, tretje, Mi moramo imeti, se pravi, oba pola, čutiti, kdaj je nevarnost mimo na nek način. In oseba z dolgotrajnim stresom ima nihanje energije. Zjutraj težko vstane, čez dan popije enormne količine kave, ne vem, ašvagande, ne vem česa vsega, Zvečer pa je nenavadno budna, ko bi mogla iti spat, pa ne more spati. Pa ponoči se zbudi. Pa spet, pa posluša, ne vem, radio, pa telefon, spet telefon. In kaj pol, ko gleda telefon? Spet nek zunanji stimulans. Pa še neka informacija taka in si spet v začaranem krogu. Mogoče za ponazoritev, sem si sposodila eno slikco iz umetne inteligence. Čakanje pri zobozdravniku, zato je tam napačno zapisano. Kako približno izgleda, ko greste k zobozdravniku? Pridete veseli, da greste k zobozdravniku. Po mojem ni noben vesel. Pa pridete tja in že zaslište, odzuni na hodniku uno piskajočo mašino noter, tisti rezek zvok in tako naprej. Kaj se zgodi? Naš hipotalamus takoj sprosti stresni hormon. Takoj vpliva na hipofizo, hipofiza na nadledvično žlezo, kortizol, in kaj bi mi? Takrat v tistem trenutku samo premišljuješ. Sam da bi zobar rekel, da se mu v tem trenutku ne da. Da me prenaroči. Vse možne rešitve iščemo, pa mogoče še gledamo na telefon, nas kdo v tem trenutku nujno rab. Sam da ne bi rabili iti na stol. Že stiskamo pasti, Zadnjič mi jih rekel zobar, enega takega fajnega zobarja imam. Pa zakaj toliko stiskaš pasti? Prav tisti robček, ki sem imela, Je rekel, nič te ne boli. On mi sam preveril mi je, nič še ni delal. Jaz sem rekel, laži mi je. Pa sem se dejansko šele zavedla, kako tiščim pesti. Je rekel, veš kaj, zdaj se pa malo klele prim. Je rekel, mečkam bova sam tale kamen spucala, nič, ne bom ti nič delal. In jaz sem začutila prav one potne kapljice, po
po čelu, ko mi je rekel, da ne bo nič delal. A ne, takrat je telo, kaj pa bilo, tudi če je bila neka plombica ali pa ne vem kaj, a ne. Ampak v resnici, zato ker si že cel konstrukt narediš, kako grozen bo. In seveda, kaj pa pol, ko greš od zobarja, najbolj srečen si, a ne. Čez en let, če lega v švidu, ali pa mogoče malo prej, če bo kakšen problem. Ja. No, mogoče, še en drug primer. Zdajle bi vam zazvonil telefon, a ne, pa dobite poziv, imeli boste predavanje pred 200 ljudmi. Kako bi se počutili? Pa ni variante, da rečete ne, a ne. Tako podoben, kot je tole. To si najboljš predstavljati. Recimo, ne vem, ko ste diplomo zagovarjali, ali pa kakšne take, ali pa magisterij, ne vem kaj še vse, a ne. Kako ste se počutili? No in, zdaj pa gremo čist na posamezne organe. Črevesje je center stresa in naših čustev. Črevesje, kot drugi možgani, dajte si tam v črevesju pogledati. Vpliv stresa na gibanje črevesja, a bomo zaprti, a bomo imeli drisko, na samo prebavo, a bomo napihnjeni, a bomo imeli kakšne druge težave, ali bo sindrom razdraženega črevesja. Moja, ne vem zakaj, najpogostejša težava v našem podjetju, ko prihajajo stranke, so težave s črevesjem. To je, ne vem, zdaj bi vam rekla, 70% ljudi obišče našo bioresonančno ambulanto zaradi tega. Ampak črevesje je prvo mesto, kjer naše telo sporoča, da je morda preobremenjeno. In jaz delam kar z enim lepim številom direktorjev, potem samostojnih podjetnikov in tako naprej. Se pravi, ljudje, ki morajo biti steber nekih firm in v resnici, ne, imajo mnogo teh težav. Vsi pol marsikaj naredimo. Ampak predvsem je pa treba uzavestiti, zakaj do tega pride. A veste, najlažje je to, a ne, a bi zdaj ene prebavne encime, a mi bo bioresonanca pomagala, a mi bo zepar pomagal, pač nekaj. Mi bi vsi radi neke hitre rešitve, ampak dejansko tukaj jih ni, a ne. Pljuča, dihanje. Ko smo v stresu, smo rekli, dihamo plitko, dihamo hitro in pretežno prsno. Ženske že tako pretežno prsno dihamo. Moški imate vsaj to, bom rekla, že naravno sposobnost, da dihate s trebuhom. Se pravi, gre vdih bolj globoko, se pravi, so pljuča bolj predihana. Ženske pa ne, pa s tem apikalnim delom, pa še rade se tako držimo, a ne. No, pomislite zdaj, kako se držite. Dajte se malo naravnati, a ne, pa malo podihite. In ta povezava pljuča pa stres ustvarja tesnobo. Saj že to, a ne, če smo mi skozi takole neki sključeni, a ne, ja, jaz sem, da boš imel tesnobo. Odprite se, a ne, pokažite se svetu. Občutek pomanjkanja zraka. Glejte, kva ženske, ki smo v meni, pa to pa reče, zrak mi manjka, ne, moj mož se kar, ne vem, čem pokrije, kaj začne s tem, zrak, a ne. Ampak v resnici se to marsikaj drugega dogaja, ampak priročen izgovor je mena. Kronična napetost v prsnem košu, pa masaža vratu, glave, glavoboli, tenzija, napetost med lopatkami. Moji dve sodelavki sta se zdaj
obe fizioterapevtki sta se zdaj prav specializirali za to, da s temi fascijami veliko delata, a ne? Da odpravljata to kronično napetost v prsnem delu. Ampak hkrati je pa treba vsakmu, ki pride na masažo hrbta, povedati tudi, kako naj diha. Kaj lahko doma naredi. Recimo, a ne, to je spet iz prakse, oseba poroča o občutku, da ne more globoko dihati. Da kar pride do ene prepreke. Je rekla, imam kar mejo, ki ne gre dol naprej. Ja, ni res, a ne, pljuča so v bistvu zdrava, ampak občutek za dihanje ali pa občutek za vdih smo izgubili. Naslednje je naš srce, ki ga moramo zelo paziti. Vpliv kortizola na krvni tlak. Poviša se krvni tlak, a ne, če smo skozi, imamo povišan kortizol in pa do česa lahko pride? Do motenj ritma, do aritmij. Kar naenkrat sredi dneva, a ne, vi zaslišite svoje srce. A je to normalno stanje, da ga slišimo? Kdaj ga lahko slišite? Če ste nov zaljubljen, če greste na zmenek, takrat, a ne, fac, kva to počne. Okej. Če pa kar tako, sredi dneva pa nekaj ni okej. Se pravi, da imamo preveč tega kortizola. In srce nosi ritem prilagajanja na zunanje zahteve. In oseba s stalnim občutkom, da mora zdržati. Kolikokrat ste si rekli, samo še to zdržim. Okej, kaj pa bolj? Pa je že nov cilj, pa še to zdržim, pa še to, a ne, pa bo to pa to. Ima povišan krvni tlak, čeprav živi relativno zdravo. Lahko vi pojeste, ne vem, pol njive sosedove, ki ima biozelenavo, če boste skozi pod stresom, boste tudi imeli slabe žile, pa boste imeli holesterol povišan, pa boste imeli kronično povišan krvni tlak. In kaj boste pol dobili? Zdravila. In boste umetno imeli, seveda umetno, na nek način vzdrževali normalen tlak, stresorja ali pa glavnega dejavnika, ki pa vpliva na vaše srce, pa niste prepoznali. In to je ključno, a ne? Ključno sporočilo mojega današnjega predavanja je, da vsak od vas odkrije te stresorje, ki vam, bom rekla, težijo ali pa ležijo v življenju ali pa pridejo prevečkrat nasprot. Prej smo že rekli, ledvica so rezervoar vitalne energije, čuvajte jih. Od tega je odvisen, koliko časa boste živeli. Ledvice in nadledvične žleze sta ključna organa stresnega odziva. In izčrpanost nadledvičk, ki smo prej rekli, in ledvic je zaradi dolgotrajnega stresa. In če je to leta in leta, se pravi, da moramo mi nekaj narediti. Mi moramo najti načine, da razbremenimo stres. In kakšni so simptomi kronične te preobremenjenosti? Kronična utrujenost. Da imate vi občutek, greste na dopust, ne, pa pridete še bolj utrujeni. Zakaj toliko ljudi zboli na dopustu? Zakaj ljudje zbolevajo med prazniki? Potem nespečnost, stalna nespečnost. To je alarm, a ne, znak, da nekaj ni v redu. In pa to pomanjkanje energije. Skozi nekaj utrujen, skozi brez energije. To ni normalno stanje. In ga tudi ne moramo za normalnega imeti. In ledvice imajo dejansko sposobnost dolgoročne vzdržljivosti in v tem holističnem pogledu ali pa pomenu, ki se rahlo razlikuje, a ne, od klasičnega tega medicinskega pogleda. Mi ves čas, a ne, v obdobje zime je tudi obdobje ledvic pa vode,
ves čas govorimo, imejte ledvica na toplem, grejte ta predel. Ne? Nekateri tudi mokso poznate. Potem, zakaj je pomembno, da pijemo toplo tekočino, tudi toplo vodo. Ne? Evo, zdaj imate tlele pred sabo toplo vodo. S toplo hrano, za hrano, ki je, ne vem, podobna ledvicam, fižol recimo, leča in taka živila, ne, to podpira naše ledvice. Se pravi, taki zunanji dejavniki, ki lahko tudi nekaj naredimo, da bomo zmanjšali na nek način tale stres. No, in ta dolgotrajen stres izčrpava te globoke rezerve telesa, ki jih moramo nekako peljati v una leta 50 plus in tako naprej, ko, ne bom rekla, smo že na rezervi, a ne, ampak je zelo pomembno, da pridemo z dobrimi baterijami v to obdobje. In oseba po več letih intenzivnega dela in skrbi za druge nenadoma doživi močno utrujenost, pomanjkanje motivacije in občutek praznosti. A veste, kdaj se to dostikrat zgodi? Recimo, tiste, ki smo mame, 25 let ali pa ne vem, koliko si skrbel za familijo, potem pa otrok gre. Vse, a ne, mame rade rečemo, vse za otroke, za familijo, vse sem naredila, pa še službo, pa gor dol. Ja, kaj se pa pol zgodi? Pa tega kar naenkrat ni več. Ti si pa še zmeraj utrujena. Imaš pomanjkanje motivacije, kar naenkrat nimaš za nobenega za skrbeti, ali pa dobro, ajde za moža. A ne? In doživiš občutek praznosti. Kako to? Če smo si pa prej, ki je bil mogoče otrok star, pa kakšen še malo bolj problematičen pubertetnik, sam da je enkrat star 20 let. A ne, sam da šolo naredi, pom pa je zaživela. Aha, lejte, to se zgodi. Ker nisi pomislil prej. Zato pa, predvsem, če nagovarjam zdaj ženski spol, ne, vzemite si čas tudi zase. Ali pa predvsem zase. Ne vse za druge. Ok, lahko tukaj rečemo za otroka, skrbiš za starše ostarele in tako naprej, ampak še zmeraj ti si ti, a ne. In ja. To se tudi rado zgodi tik preden greš v penzijo ali pa ko greš v penzijo. Ja, no, super primer, ja. Dostikrat, ko greš v penzijo. A ne, prej, ko si delovno aktiven, kaj rečeš? Ja, potvajna, a ne, vse to. Kaj se pa zgodi, pa hodiš od doktorja do doktorja, diagnoza za diagnozo. Kar naenkrat imaš preveč časa, bo nekdo rekel, pa hodiš. Ja, ne, kar naenkrat imaš težave. Zato, ker mogoče prej nisi poskrbel. Tako da vi zdaj, ki ste še delovno aktivni, tisti, ki ste, vzemite si dopust, pejte naokoli, delite tisto, ni treba zdaj vsem jeti na Maldive pa ne vem kam. Ene sprosti, da greste po gobe, loviti ribe, kopati njivo, karkoli, nekaj, kar vas osreč. Ali pa če si, bom rekla, brez občutka krivde, vzamete knjigo v roko ali pa lejdi, se vsem, a ne, in jo mirno v četrtek popoldne preberete. In pogledate v prah tam in rečete, počakal bo. Tako kot marsikaj drugega počakala. Mi pa samo zdržati in iti naprej, a ne. To še zdržim. Tako kot smo rekli, do naslednjič. In, a ne, izčrpane adrenalke, nadledvične žleze pomenijo dejansko izčrpane rezerve telesa. In to ni lenoba. To je dejanski občutek, da ne morem. Ker marsikdaj rečemo za koga, kva ne more, pa ko se ne more premakniti, ne? Pa kako ne gre ven, pa sonce sije. A ne, jaz sem že recimo zelo sončen človek in ko sonce posije, vse odprem. Moj mož se takoj, a ne, kva je spet, on reče, a ne.
da je sonce rabim, zrak rabim in tako naprej. Ampak v resnici, a zdaj mora sonce, tudi deževen dan je lahko lepa, čeprav smo siti deževnih dni. Še en krasen organ, ki odreagira na stres, ščitnica. Dolgotrajen stres zmede to komunikacijo med možgani in ščitnico. Ščitnica je tudi organ z žleza znotraj izločanjem. Zelo veliko ljudi ima težave s ščitnico. Rezultati: nihanje energije, občutek mraza ali pa toplote pretiran, ene zebe, enim je to koroče, sprememba telesne teže, eni hujšajo, eni se redijo, precej več je teh, ki se redijo, in tudi razpoloženja. In telo pri ščitnici dejansko izgubi občutek, kaj je prav in kaj je narobe. Ščitnica je ta organ, ki to uravnava. Vpliva pa na presnovo, na srce, vpliva na energijo, na doživljanje temperature, toplote, na težo smo rekli. In ta dolgotrajen stres poruši signal med možgani in ščitnico in telo enostavno ne ve, kje je. A naj gre v več, a naj gre v manj. In kaj se največkrat zgodi? Da gre v manj. Ampak mi imamo pa več kil, na primer. In stres moti delovanje ščitnice, še preden pride do bolezni, čeprav ima oseba, je utrujena, jo zebe kar naprej, kljub ne vem, kakšnim stopinjam, ima nihanje teže, ampak kri še ne pokaže. TSH, reče zdravnik, imate v redu. Precej prej se kaže. Potem, ko se enkrat pokaže že na krvi, bo šla ščitnica v hipo ali pa v hiper. In takrat tudi ni kaj dosti več možnosti posebnih. Trebušna slinavka, evo, ona čokolada tamle, sladkor in preživetje. Trebušna slinavka ima logiko, uravnava krvni sladkor, pa sprošča inzulin in telo sprošča več sladkorja v stresu v kri, ker misli, da potrebuje hitro energijo. Kaj pa mi občutimo? Sred dneva padel med cukor. Super, hit predal odpreti, najlažje posežemo po neki čokoladi ali pa tako smo rekli, pivu, šotu, karkoli, odvisen, kdo je na drugi strani. In stres uči telo, da potrebuje hitro energijo. In kaj, ko mi to čokolado dobimo, kaj naredimo? Pomirimo se. Ampak telo pa rabi samo še več. In pol še več posegamo potem. In potem za trebušno slinavko je pa, ne vem, neka sladica, neka čokolada, približno tako, kot vas en po glavu udaril, za pol ure izgubite malo zavesti, pa se pa počasno nazaj postavljate. Tako približno mi nateramo z sladicami, z koščki ali pa s tablicami čokolado tole našo slinavko. In če je slinavka skozi, bom rekla, v nedelovanju, potem se ravno tako izčrpa kot organ. In kaj je posledica? Padec sladkorja. Ja, in dolgoročno pa tudi tako. To je pa tudi kuga 21. stoletja. Tudi razdražljivi smo precej, če trebušna slinavka ne deluje dobro. Nekdo je histeričen, blazen. Ko mu daš cukor, se pomiri. V resnici je pa to stresni odziv trebušne slinavke. Simptomi niso napaka, ampak je informacija. In vsako telo, če gremo zdaj še enkrat skozi, ima svoj način izražanja stresa. Eno skozi črevesje, drugega bo srce bolel ob stresu,
tretje pa smo ugotovili skozi hormone, ali trebušno slinavko, ali ščitnico. In telo vedno govori resnico. Vprašanje pa je, če ga mi poslušamo. No, zdaj imamo pa navodila za domov, preprosto, učinkovita, se pravi vsak dan vsaj 3 zavestni dihi. Najboljš, da kakšnega že v službi naredite. To ni vaja, ne? Ampak reset telesa. Reden ritem, približen enak čas obrokov, približen enak čas spanja. Lejte, nekomu je v redu, da gre spat ob 8 zvečer, pa vstane v 4 zjutraj. Ampak, ko se boste z nekom pogovarjali, ko ima tak ritem, boš rekel, kva ta delal, v 4 zjutraj vstane, wow, ja pa sej že se naspal, od 8 do polnoči, vi greste pa v polnoči spat. Pomembno je, da ulovite tistih 7-8 ur, ali pa 6, eni ljudje res ne rabijo toliko spanja, ne? Da ugotovite, kva vam je v redu. Če rabite popoldanski počitek, si ga vzemite. Pa se ne obremenjujte, a zdaj soseda spi, ali ona že kosi, ali on kosi in ne vem kva. Ni važen. Telo ima rado rutino. In manj stimulacije imejte, a ne? Se pravi, manj kave, več počitka. Manj hitenja, več zaznavanja. Tudi, ko greste v trgovino. Boste enkrat srečni tam. Se trgovci imajo to radi, ko te tudi več zapravili. In pa vprašanje, ki si ga zastavite, a ne? Kaj mi telo trenutno sporoča? Jutri kaj ne dela, a ne? Ampak sebi odgovorite, ni važen, kva nekdo drug misli. Ker vi imate to stikalo. No in pol pridemo mi terapevti, a ne? Holistični pristop k razbremenjevanju stresa. Kaj lahko naredimo? Delamo na živčnem sistemu, delamo podporo organom in učimo te psihofizične povezanosti. Ne bom še enkrat govorila, ker je to približno isto, ampak z vsemi temi terapevtskimi metodami, z holističnim pristopom lahko razbremenimo ali pa pristopimo tudi k razbremenjevanju stresa. Pomagamo pri tem, ker dostikrat se zgodi, da je naše telo tako utrujeno, da enostavno ne more več. Ne? Ko telo pomeni, da telo sporoča, da predolgo nosi preveč. In ne sprašujte se, kaj je narobe z mano, ampak kaj mi telo sporoča. To je pomembno vprašanje. Tudi ni treba meditirati ure in ure. Dovolj so 3 počasni vdihi, večkrat na dan. Razprite prsni koš. In daljši, ko je izdih, to je vaše stikalo za umirjanje. Ne vsi prseni, čeprav kdaj tudi rabite. Jaz, ko grem na letalo, požrem 3. Lahko diham, kakor čem. Pa sem najbolj srečna, ko pristanejo, ne. Tako da včasih tudi to ne pomaga, ne. Ampak govorimo o tistem takem kroničnem, vsakodnevnem stresu. Seveda so stresne situacije. Zakaj nas je strah leteti? No, se v predpostavki, da vas ni. A ne? Ampak to ni normalna situacija. Pa sploh, če kdaj doživiš, bom rekla, neke turbulence, pa tako naprej, že naprej je spet konstrukt, kako bomo leteli. Pa nimaš kontrole. Ja, dejansko nimaš kontrole, a ne. Čeprav sej, tudi znam dihati, pa čistih moram biti. Stres se nas začne v glav in se ne konča z voljo. Živi v telesu. In telo se lahko nauči tudi miru. Če se stresa nauči, se lahko nauči tudi miru. In bioresonančna terapija v 3. koraku. Kaj naredi stres? Dolgotrajen stres povzroči, da telo ostane nastavljeno na alarm. To imate že. Da se obnovi, mora živčni sistem dobiti signal umiritve.
kaj pa recimo naredi bioresonanca? Je ena od metod, ki pomaga telesu zaznati, a ne, in ukrepiti ta pravi signal. Bioresonanca ne zdravi, ampak telo spravlja v ravnovesje. Marsikateri terapevt bo rekel, bioresonanca zdravi. Vzpostavlja ravnovesje, ne zdravi. No, tole je pa naša bioresonanca. Kaj pa je Zephyr Pro naprava? A jo vsi poznate? Podpora regulaciji stresa in zmanjša ta notranji šum. Se pravi, spet je pomembna podpora, ki jo v tem holističnem pogledu dejansko vsi rabimo. Oziroma vsi tisti, ki pridete na naše terapije. Takšne ali drugačne, kakršne si izberete. Ampak zdaj govorimo že o sami pomoči. Ampak najpomembnejše je pa tisto, a ne, kar smo do zdaj spoznali, da se sploh zavedamo, čemu. In tudi, ko pridete, ko se pogovarjamo, ali pa ko se pogovarjate s terapevti, se vseeno, a ne, da pridete do tistega spoznanja, ne sam mene napihuje. Okej, a ne. Jaz imam tudi ne vem koliko tistih programov, ki jih lahko spustim. Ravno tako, če vzamete neko drugo napravo, a ne. Pomembno je ozaveščanje tega stresa. Potem pa marsikaj bistveno hitreje naredimo, če uporabljamo te naprave, ki so nam zdaj na voljo. Predvsem je pa zelo pomemben tudi to, a ne, da je, bom rekla, zaupanja vreden terapevt, ki razume, a ne, tudi vaše znake in zna povezati zadevo v celoto. No, to je pa vaš novi dnevni ritual. Ko pridete domov, si boste vzeli eno samo minuto. Ne boste gledali v telefon, ne boste se pogovarjali, ne boste se lotili takoj nekega dela, samo stojite in ste v tišini. 1 minuto boste pa že zdržali. In roke, a ne, položite na trebuh. Ali pa na tisti del telesa, ki je v tistem trenutku najbolj utrujen. Lahko so to ledvica, lahko je to prsni koš. Takrat si tiho zašepetajte. Dovolj. Danes je dovolj. Naredite vdih skozi nos, dolg 4 sekunde vsaj, in izdihate. Se pravi, podvojite ta čas brez napora. In dolg izdih je signal temu parasimpatičnemu živčnemu sistemu. In to je vaše stikalo. In to stikalo imate s sabo vsak dan. Ritual. Jaz imam rada rituale. No, to sem pa jaz. Polona Trop sem jaz, bioresonančna terapevtka. Vita Spa vodim, v Škofji Loki smo. Sicer pa sem dolga leta bila profesorica na srednji šoli. Rada sem terapevtka, kaj bi še rekla o sebi, imam 2 hčere, imam že sindrom praznega gnezda, ena je še z eno nogo doma, no, ampak druga je pa že odletela, tako da prepoznam vse tisto, kar sem govorila. To je pa tudi naša kodica, če hočete pogledati našo spletno stran.